Spoštovane svetnice in svetniki, dobrodošli na prvi izredni seji občinskega sveta občine Apače. S tem začenjam s to sejo. Najprej ugotovitev sklepčnosti. Ugotavljam, da je prisotnih od trenutno potrjenih 12 članov, vseh 12 članov svetnic in svetnikov. Tako da sklepčnost je dosežena. Pa bi šel naprej na sprejem dnevnega reda. Predlagamo namreč naslednji dnevni red. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti. Pod drugo točko imamo obravnavo in sprejem dnevnega reda. Tretja točka, obravnava in sprejem zapisnika prve redne seje ali konstitutivne seje občinskega sveta. Pod četrto točko imamo obrazložitev pisne izjave župana občine Apače o upravljanju funkcije župana. Peta točka bo obrazložitev ugotovitvenega sklepa občinske volilne komisije glede potrditve mandata nadomestnemu članu občine Apače, to je Danijelu Ščapu. Šesta točko imamo mandatna oziroma kadrovske zadeve, kjer imamo 3 alineje. Prva je obravnava predlogov za imenovanje stalnih delovnih teles in predstavnikov v svet zavoda osnovne šole in vrtca Apače. Potem imamo obravnavo pod drugo alinejo, obravnavo predloga za imenovanje nadzornega odbora, kjer bo spet obrazložitev z glasovanjem, in pa pod tretjo alinejo točko razno. Dnevni red dajem na razpravo. Ima kdo kakšen komentar? Torej, ugotavljam, da ni razprava zaključena. Glasujemo. Torej, prisotnih 12 svetnikov. Kdo je za sprejem dnevnega reda? 12 za. Je kdo proti? Nihče proti. Torej, s tem je pač dnevni red tudi potrjen in sprejet. Pod tretjo točko obravnava in sprejem zapisnika prve redne seje občinskega sveta bi tukaj odprl razpravo. Zapisnik ste dobili vsi po pošti, tako da odpiram razpravo. Noben komentar. Spet dajem na glasovanje od 12 prisotnih. Kdo je za sprejetje zapisnika? 12 za, proti nihče. Torej, sprejetje zapisnik prve redne oziroma konstitutivne seje občine Apače. Tako prehajam na četrto točko. Obrazložitev pisne izjave župana občine Apače o upravljanju funkcije župana. Tako da obrazložitev bo podala direktorica občinske uprave. Prosim za obrazložitev. Lepo pozdravljeni. Kratka bom. Upoštevaje določilo 6. odstavka 30. člena statuta občine Apače, je podal izvoljen župan izjavo, in sicer, da sprejema funkcijo župana občine Apače in da bo le to upravljal nepoklicno. Hvala. Ta točka je bila v seznanitev, tako da razprave tukaj ni, prav tako glasovanja. Peta točka je spet ugotovitveni sklep občinske volilne komisije občine Apače. Obrazložitev spet podala direktorica občinske uprave. Prosim za obrazložitev. Glede na sklep občinskega sveta občine Apače na prvi konstitutivni seji dne 19. decembra 2018, da je županu dr. Štajer Andreju prenehal mandat člana občinskega sveta občine Apače na podlagi 37.b člena v povezavi s 5. alinejo prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, in da se je dr. Andrej Štajer odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta o prenehanju mandata, je občinska volilna komisija na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah na dopisni seji dne 7.1.2019 sprejela ugotovitveni sklep, in sicer mandat člana občinskega sveta občine Apače dr. Štajer Andreja je zaradi izvolitve za župana prešel na naslednjega kandidata za liste SDS, Slovenska demokratska stranka, v volilni enoti 1.
Ta kandidat je Ščap Danijel, rojen 15.4.1986, stanujoč Črnci 42-9253 Apače. Kandidat je dne 27. decembra 2018 tudi podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana občinskega sveta občine Apače. Občinska volilna komisija občine Apače je občinskemu svetu že posredovala poročilo o postopku za potrditev mandata nadomestnemu članu, hkrati so ti rezultati tudi bili objavljeni na spletni strani. Danijel Ščap je vstopil kot občinski svetnik na podlagi obeh izpolnjenih pogojev, in sicer procentov, ki jih je morala stranka doseči. Pri preferenčnih glasovih teh je dosegla kar 63%, pri sami listi prav tako je izpolnil drugi pogoj, in sicer 10% teh glasov, ki jih je prejela posamezna lista, on jih je prejel skorajda 13, tako da obstajajo vsi zakonski pogoji, da postane Danijel Ščap nadomestni član občinskega sveta občine Apače. Tako predlaga tudi občinska volilna komisija občinskemu svetu občine Apače, da se potrdi mandat nadomestnemu članu, in sicer Ščap Danijelu Črnci 42. Točko dajem na razpravo. Če ni razprave, bi predlagal glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Apače potrdi ugotovitveni sklep občinske volilne komisije občine Apače in s tem mandat Danijelu Ščapu kot občinskemu svetniku občine Apače. Prisotnih še vedno 12 svetnikov. Kdo glasuje za? 12. Proti? Noben. S tem je potrjen mandat Danijelu Ščapu. Čestitam in dobrodošel med svetniki. Prehajamo torej na 6. točko, kjer imamo mandatne oziroma kadrovske zadeve. Gre za obravnavo predlogov za imenovanje stalnih delovnih teles in predstavnikov v svet Zavoda osnovne šole in vrtec Apače. Obrazložitev bo podal predsednik komisije Franc Grobnik. Prosim. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj, spoštovani gospod župan, direktorica občinske uprave, spoštovani svetniki in svetnice, lep pozdrav na današnji izredni seji. KVIAS je se sestala 3-krat. In na temo na temo za podelitev mandatov odborov, odbor za proračun, odbor za gospodarstvo, odbor za varstvo okolja, odbor za kmetijstvo, odbor za družbene dejavnosti, statutarno pravno komisija in komisija za pohvale. In seveda v svetu zavode in podala in tudi imenovala v delovno telese določene predstavnike. In če začnemo z odbor za proračun, imamo kot predsednika Renato Flisara, za člana Franc Grobnik, za člana Sabina Kranjcen-Bintner-Krapeš, zunanji član Marija Murk in zunanji član Zvone Bevk. Druga, odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo. Predsednik Brigita Koča-Senekovič, član Sašo Peček, zunanji član Damjan Žižek, zunanji član Branko Senekovič. Še enkrat predam. Samo malo. Se opravičujem. Bom še enkrat prebral odbor za gospodarstvo in podjetništvo. Ima 5 članov. Predsednik Brigita Koča-Senekovič, za člana Sašo Pečka in za člana Jože Zemljiča in zunanji član Damjan Žižek in zunanji član Branko Senekovič. Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora za gospodarsko javne službe ima tudi 5 članov. Za predsednika Franc Grobnik, za člana Stanislav Vrabel, za člana Marija Ščančar, za zunanji člana Borisa Ečeda in zunanji član Zlato Grilanc. Odbor za kmetijstvo in turizem, predsednik Sašo Peček, za člana Marija Ščančar, za član Darko Kegel, zunanji članica Jožefa Srt in zunanji članica Ljubica Zrnič.
Odbor za družbene dejavnosti ima tudi 5 članov. Predsednik Robi Kučan, član Branko Hödl, član Mateja Kofalt in zunanji član Angelca Ambrož in zunanji član Franja Drev. Statutarna pravna komisija ima 3 člane. Predsednik Sabina Kranzenbinder-Krapeš, za člana Daniela Ščap in zunanji član Irena Ivanek. Komisija za priznanje in pohvale za predsednika Darko Kegla, za člana Robija Kučana in zunanji član David Urbanič. Bomo to dali prvo na glasovanje ali bomo še skupaj z zavodom? Hvala lepa. Občinski svet občine Apače je imenoval predstavnika sveta javne vzgoje in izobraževanja, zavoda osnovne šole in vrtec Apače v naslednji sestave v kandidaturi in predlaga Matejo Vodenik Pangršič, Eriko Ajlec in Davorina Žižek. Prosim, komisija je sprejela tudi sklep, da predlaga občinskemu svetu, da je tudi v taki sestavi v paketu sprejme. Hvala lepa. Hvala za obrazložitev. Otvorim razpravo. Razprave očitno ne bo. Prisotnih trenutno 13 sedaj potrjenih svetnikov. Kdo glasuje za potrjen predlagane sestavo? Vseh 13 za, proti nihče. Prehajamo na alinejo B, kjer gre za obravnavo predloga za imenovanje nadzornega odbora. Tukaj bo spet podal obrazložitev predsednik predmetne komisije, Franc Grobnik, prosim. Hvala za besedo. KVIAS je zopet se sestavil na temo za predlaganje 3-članskega nadzornega odbora in tudi istočasno pozvala javnost na javni poziv, da podajo tudi predloge in na sami zaključni današnji seji na KVIAS-u je bilo podano, da za 3-članski nadzorni odbor se imenuje dr. Darko Anžel, Blaž Ečet in Sanja Horvat Grilanc. Predlagam občinskemu svetu, da v taki sestavi potrdi nadzorni odbor. Hvala lepa. Hvala za obrazložitev. Otvorim razpravo. Ima kdo za dodati? Brigita, prosim. Spoštovani zbrani, lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa v imenu neodvisne liste Zvonka Bevka. Glede na to, da sem svetnica prvič in da v bistvu tudi prvič stojim za tem govorniškim odrom kot svetnica, morda, da se samo predstavim širši javnosti. Torej, moje ime je Brigita Kočar-Senekovič in sem izvoljena članica v neodvisni listi Zvonka Bevka. V zvezi z predlogom Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, ki ste ga slišali se strani predsednika gospoda Franca Grobnika, vas želim obvestiti, da ima neodvisna lista Zvonka Bevka nasprotni predlog. Sama sem članica Komisije za mandatno vprašanja in sem na današnji seji ta nasprotni predlog tudi v razpravi iznesla, vendar o njem kasneje nismo glasovali. Mi seveda tega predloga, kot ga predlaga komisija, danes ne bomo podprli, bi pa želela seveda obrazložiti, zakaj ne. Torej, neodvisna lista Zvonka Bevka želi delovati politično korektno. Potrebno je povedati, da je bilo naše stališče takoj v začetku, ko smo začeli govoriti o oblikovanju nadzornega odbora, da bi bilo prav in higienično, če smem uporabiti ta izraz, da v nadzornem odboru ni predstavnika, ki je bil imenovan strani stranke
socialdemokratske stranke, torej strani stranke, iz katere izhaja tudi izvoljeni župan. To svojo odločitev utemeljujem tudi z opozorilom Komisije za preprečevanje korupcije, ki v enem od teh navaja, da bi moral občinski svet s svojimi ravnanji vnaprej preprečevati nasprotje interesov in da bi moral biti pozoren na vsako dejansko ali pa možno nasprotje interesov ter ga tudi vnaprej preprečevati. Nesporno dejstvo je, naš statut v 40. členu določa, tako kot pravi tudi zakon, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Sprašujem pa se seveda, kako to zagotavljati, če bo znotraj sedela oseba, ki je politično blizu pač tistim osebam, ki bi bilo potrebno nadzorovati. Da samo spomnim, v prejšnjem mandatu, ko je župan izhajal iz vrste Desus, v nadzornem odboru ni bilo nobenega predstavnika Desusa, sedela sta pa 2 predstavnika stranke, ki je bila druga na volitvah, torej stranke SDS. Neodvisna lista Zvonka Bevka je bila na teh volitvah prav tako druga, vendar ji Komisija za mandatne vprašanja ni dala možnosti, da uvrsti med kandidate za nadzorni odbor nekoga iz svojih vrst, čeprav smo to seveda pravilno tudi predlagali. Zato predlagam, da danes glasujemo o nasprotnem predlogu, ki glasi Blaž Ečit, Fluher Branka in pa Vračko Silva. Pozivam vas seveda, da presodite oziroma odločite po svoji vesti. Želim pa, da delujemo politično korektno. Upam pa, da ta termin razumemo vsi, kolikor toliko enotno. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Glede na dodatni predlog, predlagam, da glasujemo vseeno o obeh predlogih. Najprej dam na glasovanje predlog Komisije za volitve, Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot je bilo predlagano strani predsednika, se pravi v sestavi, kot je tudi predlagal, tako da otvorim glasovanje. 13 je prisotnih. Kdo glasuje za? 5, 6, 7, 8, 9. 9 za. Kdo glasuje proti? 3 je proti. Očitno en glas vzdržan. Na glasovanje dajem tudi nasprotni predlog, kot je bilo obrazloženo strani predstavnice liste Zvonka Bevka. Še vedno 13 prisotnih. Kdo glasuje za ta predlog, ta drug? 3 je za. Kdo glasuje proti? 7 proti. Proti 8. Ostali so očitno vzdržani. Tako ugotavljam, da je sprejet prvi predlog, tako da občinski svet je torej sprejel predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja v sestavi, kot je bilo obrazloženo strani predsednika. Prehajamo na tretjo alinejo, torej točka razno. Podana je bila izjava tekom seje, da Franci Grobnik odstopa z mesta predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in namesto njega predlaga Danijela Ščapa kot novo izvoljenega člana občinskega sveta občine Apače. Točko dajem na razpravo. Ni razprave.
Tako da predlagam občinskemu svetu naslednji sklep. Občinski svet sprejema sklep, s katerim se razreši Franca Grobnika in imenuje Danijela Ščapa na mesto predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 13 prisotnih, kdo glasuje za? Deset. Proti, kdo je proti? Nihče, zato se vzdrži 3 glasovi očitno. Ok, s tem je sklep sprejet. Izčrpali smo dnevni red, zahvaljujem se svetnicam in svetnikom za prisotnost in sodelovanje in zaključujem prvo izredno sejo občinskega sveta občine Apače. Hvala.